Poslancem tudi danes ni uspelo imenovati Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Koalicijske poslanske skupine, Združene levice in Zavezništva Alenke Bratušek so predlagale umik točke odločanja o članih komisije, kar je potrdilo 49 poslancev, proti jih je bilo 21. Spet se je namreč zataknilo, ker je stranka SDS za člana komisije predlagala prvaka SDS-a Janeza Janšo. Na seji so sicer odločili o podpredsednici Državnega zbora iz vrst stranke SD, Andreji Katič, in 4 poslancih, ki bodo nadomestili tiste, ki so zasedli ministrske funkcije. Statističnega urada so sporočili, da je javnofinančni primanjkljaj v prvi polovici leta znašal slabo milijardo evrov oziroma 5,5% bruto družbenega proizvoda. Primanjkljaj je sicer nižji od lanskega, ko smo dokapitalizirali 2 naši največji banki. Skrbijo tudi vedno višje obresti, ki so v prvih 6 mesecih znašale 586 milijonov evrov, kar je skoraj 40% več kot lani. To je posledica vse višjega dolga. Slovenija naj bi namreč ob koncu leta imela že za 30 milijard javnega dolga, kar je dobrih 82% BDP-ja. Izvršni odbor stranke Mira Cerarja naj bi popoldne razpravljal o položaju svojega člana in državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje Jureta Lebna, na katerega letijo očitki glede njegovega magisterija. Koalicijski partnerji pričakujejo, da bo stranka ravnala v skladu s svojimi načeli. Zagotovo bo v ospredju razprave tudi izstop Bojana Dobovška. Stečajna upraviteljica T2 Danica Čuk v predlogu začasnega predračuna stroškov za končanje nujnih poslov ocenjuje, da je podjetje primerno za prodajo kot poslovna celota, če bodo ohranili redno poslovanje in izvajanje naročniških pogodb. Upraviteljica meni, da bo tako tudi mogoče premoženje družbe prodati v predpisanem enoletnem roku. Ker je vlada v ponedeljek sklenila zvišati trošarine za naftne derivate, se cena pogonskih goriv in kurilnega olja niso spremenile. Izjema je 100-oktanski bencin, ki se je malenkost pocenil, namreč za 0,6 centa na 1,46 evra pri litru. Zavod Nefix je ta teden začel zbirati prijave za 3. sezono zaposlitvenih klubov za mlade. Prvi klubi bodo vrata po Sloveniji odprli konec oktobra. Mladi med 20 in 29 letom, ki se želijo aktivno lotiti iskanja zaposlitve, se lahko na razpis prijavijo do 12. oktobra. Osrednji cilj projekta je, da čim več udeležencev dobi delo. Mladi bodo med drugim pripravili svoj zaposlitveni načrt, optimizirali svoj življenjepis, razvijali bodo sposobnosti projektnega dela ter dela v timu. S pomočjo zaposlitvenih klubov je doslej delo našlo 51 mladih. Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo mogli na volišča, lahko predčasno glasujejo. V številnih občinah jim bo to omogočeno danes, v sredo in četrtek, v nekaterih zlasti manjših pa le na katerega od teh 3 dni. Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli osebno razglasiti na volišču zaradi bolezni, pa lahko v nedeljo izkoristijo možnost glasovanja pred volilnim odborom na svojem domu. Vendar pa morajo svojo željo sporočiti občinski volilni komisiji najpozneje jutri. Ljubitelji nogometa nestrpno pričakujejo drugo tekmo slovenskih državnih prvakov Maribora v elitni ligi prvakov. Zvečer bo v Gelsenkirchenu njihov tekmec Schalke, ki je velik favorit. Toda Štajerci, ki se še trudijo za tekmo pripraviti nekoliko poškodovanega Petra Stojanovića, pravijo, da gredo po zmago. Težko bi primerjal tekmo iz prostega razloga, ker je način igre Schalke popolnoma drugačen kot način igre Sportinga. Enostavno moramo biti na zelo, zelo visokem nivoju. Mi v skupinskem delu Lige prvakov samo potrjujemo tisto delo, katero ga delamo. Pomeni, uživamo, igramo nogomet, obenem se zavedamo odgovornosti, da bi bila to težka tekma. Ne, to je tekma, v kateri se lahko pokažeš, tekma, v kateri pokažeš vse, kar treniraš, kar imaš. Enostavno lahko je samo motivacijska oziroma spodbudna za delo oziroma za igrati. Po noči se bo začelo oblačiti in jutri dopoldne se bo pooblačilo po vsej Sloveniji. Proti poldnevu se bodo začela pojavljati manjše krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na četrtek. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe. V petek bo večinoma suho. Danes v Dnevniku televizije Maribor.
Na Pragerskem končujejo 3 večje investicije, zanje so porabili približno 30 milijonov evrov. V Podravju se investicijski denar namenja tudi za gradnjo nizkoenergetskih vrtcev. V današnji oddaji predstavljamo županske kandidate občin Hoče - Slivnica in Ormož. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.